Za zaključek oddaje še en znanstven poskus. Edini v ekipi sem Ljubljančan, nikakor pa nisem edini, ki se vsak dan spopadam s kolonami avtomobilov. Sem pa edini, ki nosi najino kri. Ja, tudi si darte. Se vidi, da je bilo zgodaj, ker sem vstal. Da ne bom preveč bluzil, gremo. Ura je 7:50, računam, da bom malo čez 8 v centru, kjer imam šiht. No, vem, da ne bom, ker je zjutraj vedno gneča. Zanima pa me, kakšna je razlika, če gremo ob tej uri, ko gredo skoraj vsi, čeprav sem danes celo malo zaspal, namenoma, ali pa malo kasneje, če mi služba to pusti, seveda. Skalo se pa pol že pomikava zdaj po Zaloški in ugotavljam, zakaj vsem priporočam menjalnik, ki predstavlja sam. Ja, se tudi ta lepo deluje, ima lepe, natančne gibe, ampak zakaj bi se ukvarjal še s tem, če nisem ravno Schumacher? Imam preveč časa, če vidim, kaj je to za en model. Evo, Skala 1.6 TDI, 85 kW, to je 115 konjev, oprema je Ambition, cena za vse to pa 21.276 evrov. To je kar dobra cena. Ja, mi je že na poti do sem poslal tudi posnetek porabe, 3,8 litra, zato bo tudi dizelski motor še kar nekaj časa popularen. Sem že skoraj na cilju. Že. In dobrih 32 minut. Če bi zdaj tekmoval s Kipčogejem, to je svetovni rekorder v maratonu, bi me prav prehitil na nogah. Moj cilj je bila Agencija za varnost prometa tukaj na Kotnikovi, bom pol pokazal zakaj. Zdaj pa jovo na novo. Pojko ne bo gužve. Ura je bila 9:48, ko sem štartil in zdaj bi morali biti prometa bistveno manj. Bom videl, če je res. Ko sem prej govoril o dnevnih migracijah, najbolj pri nas izstopa Trzin, kjer je 3-krat več delovnih mest, kot je delovno aktivnih oseb. Najbolj obremenjena je pa seveda Ljubljana. Dnevno se sem pripelje skoraj 130.000 oseb iz drugih občin, zato zdaj veste, zakaj vsak dan stojite na Štajerski, Primorski, Gorenjski in Dolenjski avtocesti. Ja, na vseh. Ok, zdaj gre precej hitrej, mislim nam kmalu na cilju. In stop, 17:17. Ja, se konkretno pozna. Skoraj še enkrat več časa potrebujem, če grem na šiht okrog 8 ali pa če se uspem s šefom dogovoriti, da grem okrog 10. Isto velja za avtocesto. Dobro, zdaj še najbolj pa skočim. Ne vprašajte. Boste videli že v naslednji oddaji, do takrat pa varno za volanom. A bo šlo to na noter sploh? Mislim, če jo podreva, mislim...